Ja, dejansko, kot ste rekli, mislim, da to ni pojav, ki se je pojavil med epidemijo covida, da je dejansko že dalj časa prisoten v naši družbi, da pa smo ga morda malo podcenjevali, ne. Po enih, ker smo se tudi pogovarjali z našimi kolegi, ne, recimo, eni zagovarjajo tezo, da se je to že začelo s tem rušenjem avtoritet v osnovnih in srednjih šolah, kjer vemo, da učitelji niso več avtoriteta, jih starši pogosto ne dojemajo več kot avtoritete. In to je bil že začetek tega procesa, ki je pa zdaj v času epidemije covida izjemno izbruhnil. Seveda so s tem povezana družbena omrežja in pa nekako razumevanje znanja v družbi, ne. Nekako smo skušali prenesti demokracijo na celotno družbo, tudi na znanost, z mnenjem, da so vsa mnenja enakovredna. Vendar vemo, da vsa mnenja niso enakovredna. Če nekdo študira 30 let neko področje, ima nas zagotovo bolj argumentirano, bolj strokovno mnenje kot nekdo, ki je nekaj prebral na Googlu in se naučil o tem področju v pol ure, v eni uri, mogoče v enem dnevu. In tukaj mislim, da je glavni problem razumevanja, da vsa mnenja niso enakovredna in tukaj nas pa čaka, mislim, da zelo težka pot celotne družbe, če želimo postati resnično družbo znanja, kako to preseči. Sam mislim, da bomo morali začeti s tem zelo zgodaj, z izobraževanjem otrok v osnovnih šolah, že v vrtcih, saj vemo, da so že v vrtcih otroci na tablicah, gledajo YouTube, gledajo TikTok in podobne socialne medije in nekako privzgojiti otrokom to, kaj je strokovnost, kaj je znanje, kako kritično pristopati do informacij, da bomo lahko išli iz te zgodbe.